Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Lara odgovarja, v kateri odgovarjam na vprašanja, ki mi jih zastavljate vi. Današnje vprašanje se glasi: kdaj naj pričnem skupno življenje z novim partnerjem in otrokom iz prejšnjega zakona? Odgovor na to vprašanje ni enoznačen in je seveda odvisen od otroka do otroka, od situacije do situacije. Vsekakor pa vam svetujem, da v prvi vrsti se prepričate, da je vaš otrok se pomiril z ločitvijo. Se pravi, da je na nek način ločitev prebolel in da je v njegovi rutini prostor, da sprejme novega družinskega člana. In kot drugo, skupno življenje z novim partnerjem ali partnerico začnite takrat, ko boste vi prepričani, da ste našli svojega življenjskega sopotnika. Ne da strašim, ampak vkolikor ste ločeni z otroci, je 50% večja verjetnost, da vam bo propadla naslednja zveza. Zato pojdite počasi in sigurno. Pri tem lahko veliko oziroma ključno pripomore en brutalno iskren pogovor z novim partnerjem, v katerem si sicer spoštljivo, ampak brez zadržkov položite vse karte na mizo in si poveste vse. Kako si predstavljate skupno življenje? Kako bo izgledalo? Kaj si vaš novi partner misli o vaših otrocih? Ne ustrašite se tega vprašanja. Pogovorite se tudi o financah. Pogovorite se o vlogah v novi družini. Skratka, naredite bulletproof načrt za vaše skupno življenje. In seveda pogovor je ključen. O vključitvi novega partnerja oziroma o življenju v kombinirani družini veliko govorimo na vodiču za ločenega starša. Tej temi smo posvetili eno celotno predavanje, zato vas vabim, da si več o vodiču za ločenega starša pogledate v priloženem linku v opisu in seveda, da se nam pridružite. Vam je bil ta video všeč? Da boste obveščeni, ko bom objavila novega, vas vabim, da všečkate moj profil Psihologinja Lara na Facebooku in na Instagramu, poiščete pa me lahko tudi na YouTubeu Psihologinja Lara. Prijavi se.